v eni od bolnišnic je na modelku v enem letu prišparil 40 000 evrov, nihče ni bil odpuščen, pa 150 000 evrov več so naredili. Človek je mislil, sekira padla med, gremo po bolnicah in bomo služili denar. Nobena bolnica ga ni sprejela. Potem je dobo nekaj v drugi bolnišnici splošni, prvi klinični center, direktor mu je rekel, če te spustim na oddelek, me bojo profesor ubili. Se pravi, da se, ampak se ne da v Sloveniji. Jaz sem tu začel bil en tak zelo splet okoliščin na ključi, da smo v svetu zavoda sedeli ljudje z dobrimi imeni. Tu nekateri člani političnih strank, na začetku smo se skreli na smrt, pač v mojem stilu, če ne gre, potem smo pa začeli sodelovati. Jaz nisem mogel verjeti, da je možno onkološki inštitut, tvornico afera, bolnico, ki je preplačena z ogromno denarja na število zaposlenih, interes lobijev ogromen, mislim, da marsikatera jahta na Jadranu plava zaradi onkološkega inštituta, pa mislim, da tudi marsikatera še bo, da se da bolnišnico urejati. Začeli smo počasi, predsednica sveta je ne vem od kje imela blazno dobra informacija o nas, kje so anomalije. Jaz sem začel analizirati preteklost, zakaj so bile afere in potem vidiš. Strokovni svet sprejme soglasno, da je selitev bolnikov v novo bolnišnico varna, strokovni svet ni za to odgovoren, kdo jim kaj upa na sodišču. Svet zavoda, ki je odgovoren za to, da je SCT nabral skupaj pucalo, ne bi smel tega dovoliti, ampak svet zavoda je pa kaj ćemo, če strokovni svet tako rekel, kaj ćemo, mi se strinjamo. Ne? In tako so, vse afere so imele ozadje. Denar, lobby odzadje in so podporo politike, vedno. Nobena afera, ki vidite v zdravstvu, ni brez politike in ni brez vaših kolegov, ki sedijo v razpisnih komisijah in brez točno vodenega ozadja plenilcev, ki to zadevo peljejo. In začeli smo vrediti, mi smo izginili, novinarji so nehali prehajati na naše svete zavoda, bila še gužva, jaz sem kakšno sranje naredil, afera, snemali sve, ni bilo več kaj, ni bilo afer. Imeli smo profita več kot, po mojem, ne pretiravam vse bolnišnice skupaj v Sloveniji, kar je to čudno, kako mora bolnica profit. Mi smo ustanova, kjer zavarovalnica plača vse, kar naredimo. Vse, kar naredimo, to je meni krasno, ne delaš več, dobiš več. Skratka, jaz nisem se rekel, pa ne, da sem jaz to mafijo prinesel okoli, te lobije. To je, ne moram verjeti. Bolnica, laufa, zaposleni, bolj zadovoljni. Ne. Ampak imeli smo pa zgube, žal nismo mogli zaposlenih nagrajevati, zgube pa je sproducirala Ana Žličar. To je pomembna članica SMC-a, zdaj sem jim malo tresel glas, najela je gospod Pirc Musar, da bi tožil, če bom Ani Žličar govoril resnice in pol resnice. Če kdo pozna gospod Pirčev, povejte, da sem govoril, da se veselim Slovenija, ko bojo obravnave javne. Gospa Žličar je ustvarila zgubo na zelo zanimiv način. Ko govorimo o eni zavarovalnici, ki je temelj, stebr javnega zdravstva, naše zatočišče, ta zavarovalnica je pod gospodom Fakinom, pa sem mislil, dokler ni postal minister, da on tega ni vedel, ne bi bil presenečen, če ni razumel tega, što se danes mislim, da je to vedel. Onkološki porablja zelo draga zdravila, ne vem od kje je bilo, da pač onkološki postavi ceno za zdravilo in zavarovalnica to plača. In je, brez dolg časa v svetu zavoda nisem mogel razumeti, določenih ekstremeni so milijoni izginili. Tle so bili, tle jih ni bilo, od kje so, enkrat sem to omenil na svetu zavoda, takrat pod Janševo vlado, vsi so butali glavo v mizo, ne. Vedel sem, da je nekaj ne štima, enkrat je prišla do mene farmacevtka, 5 cm nekaj pokaže in mi je pojasnila. Onkološki je zračunal tudi po 10-kratni ceni zdravila zavarovalnice. Na leto smo nategnili ZZZS steber javnega zdravstva za 7 milijonov evrov. Tu se je dogajalo vsaj 3-4 leta. Več kot 20 milijonov evrov smo mi nategnili ZZZS in nihče vam danes ne zna pojasniti, kam je šel ta denar. Noben minister noče slišati za ta problem. Jaz sicer to delam tudi klinični center, pa bolnika, pa v bistveno manjšem obsegu. Večina tega denarja se je prečrpala na tak način, kot je bila Ana Žličar, direktorica kliničnega onkološkega inštituta. Ko smo začeli to javno govoriti, na novinarka je to objavila, se je Fakin ustrašil in je zadnje leto to ustavil in teh 7 milijonov evrov pri goljufanih zdravil, namreč kaj so naredili. Onkološki je, da se pridejo zdravila na trg, recite ostati, ki so dragi, ko prijo generiki, cena strmoglavi. Onkološki je plačeval, izdajal račune, ko so bliže generiki, po ceni originalnega zdravila, ko prišlo na trg. Fakin tega kao ni vedel. Mislim, katastrofa.
da človek na zavarovalnici ne pogrunta, da smo 7 milijonov evrov umazali. In zadnje leto se je Fakin ustrašil in ta denar vzel nazaj. Onkološki inštitut je to prikazal kot izgubo. Potem moral bi svet zavoda zahtevati sanacijski program, da niso se šel gledati nazaj. Tožili smo zavarovalnico, zato tožiš pač, da zaposleni pozabijo, traja nekaj let, porabi 190 000 evrov in seveda vse zgubili. Skratka, pustimo zdaj Jana Žliča, mi smo svetom zavoda bolnico postavili nazaj na noge. Jaz sem dušen, nisem razumel, odkje je ta mafija zgubila krila. Potem pride SMC, jaz sodelujem z Buževičem na shodu za javno zdravstvo, pride več kot 4000 ljudi in puls je bil jasen, volite SMC. Pride SMC, se cera etik, moralne štlesmo. Zamenjal svet zavoda. Šel sem k ministrici, sem gledajte, svet zavoda dela krasno, Milojki. Krasno dela prosti in ostane, seveda jih ni. Svet zavoda je postala Petra Požuna kot predsednika sveta zavoda. Če koga zanimamo, pošljem zelo nežne revizije poslovanja njegove klinike. Ta človek se je ukvarjal z vsemi bolnicami po Sloveniji in se še vedno ukvarja tudi pod LMŠ-jem. Bi pa božje bi se ukvarjal s svojo kliniko, ker poslovanje je zmeda, kaos, da upravim drugih izrazov. Pa sem očitno ne. Druga je bila pa se vrnila na pozorište Ana Žliča. Ana Žliča ni, mislim, ko vidite, da bom tožen, ne moram natačno, mene edini uspeh. Leta 2009 je Računsko sodišče upravilo revizijo poslovanja Onkološkega inštituta. Marsikaj so ugotovili. Nas prvič povem javno, na dan, ko so to objavili, sem klical predsednika Računskega sodišča in mu čestitev, tresel sem mu je glas, kot da mu kdo stoji s pištolo na čelu. Sem pa povej, kaj je narobe, ti ne veš, kaj mi delijo. Pa kaj je narobe, povej, se ti pomagam, ti ne veš, kaj mi delijo, ne vrlo kdo slušalko. Ocene poslovanja na manjše bolnišnice. Našli so jih pri nabavi materijala, stvoritelj osnovnih sredstev v znesku najmanj 14 milijonov 365 000 evrov, 829 000 evrov, ter pri izvajanju posameznih postopkov izbir dobavitev in izvajalcev je Onkološki inštitut ravnal nasprotno s predpisom javne naročbe. 14 milijonov 300 so dobili uspeh, napak pri javnem naročanju. Tega ni, tisto, kar je počela zavarovalnica, kar je počela Računsko sodišče. Govorite o potomcih komunizma, oficirno ne vem česa. Ne se to lažete. Gospod Žličar je na mesto direktorce postavila Janševa vlada, zato da je delala usluge SCT-ju. Zelo enostavno bi bilo, če ne samo eno politično opcijo, ki krade, in drugo, ki bi vse uredila. Nobena politična opcija Slovenije bi neč uredila. Ker imajo od zadaj ljudi, ki jih vodijo. Ana Žličar je postala. Sesuli so nam vse. V par mesecih je Onkološki inštitut sprejeli smo pod prejšnjim svetom zavoda statut, ki ga ne spoštujejo. Ne moramo sprejeti pravilnika notranje organizacije. Popoln kaos. Mi smo bolnica brez enega pravilnika, ki bi ga tu spoštoval. In so že uspehi. Mi smo bolnica, ki je imela, kot rečeno, 3 milijone pa nekaj izgube, iste zgodbe z zavarovalnico, ampak nismo imeli nobenih dogodov dobaviteljev. Težko razumeš to. Vsi zaposleni smo dobili plače. Oprema tudi dobra. Mislim, da je boljš kot marsikeri bolnici po zahodnem svetu. Nakazali so nam 3 milijone, naša računovodkinja jih je nekam parkirala, prišel inšpektor, gotovo, da jih nismo porabili, zdaj jih moramo vrniti proračun. In to meni prikazujejo kot problem, kot da moramo vreči o krompirja vrniti nazaj na tržnico. Nihče ni odgovoren, ste sami leve, da morate reči, da sveti duh je odgovoren za to stanje. 3 milijone evrov. Sem zaposlen, zdaj se pa zračujem, da je koliko delo v ambulanti, pa pogledali za 3 milijone evrov. Te zgodbe se ponavljajo. Ene iste napake, zgube, denar zginja ven, zaposleni to plačujemo, nikoli nihče ne odgovarja. Ana Žličar je bila biser menedžmenta v zdravstvu za Mira Cererja in SMC. Hodili so dati za vede direktorco kliničnega centra, v vseh teh uspehih. Tu sem se malo trudil, drugi so se več dni postali. Bila nadzornost je še zmeraj nadzorna svet Onkološkega inštituta, nadzorna svet bolnišnice Valdoltra, lekarna Ljubljana, verjamem, da napada Jankoviča. Morala bi biti direktorca vašega nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, tu sem pa rekel, ne morajo tega narediti, tudi vzame dokaz, da je natek. Čim je prišel Gregorič Cerar in je Cerar poklical fotografa,
se slikal z Gregoričem in to objavil na svojem Facebooku ali Twitteru, kar je imel, sem vedel, da je to natek in sem tudi obvestil prijatelj Gregoriča, pazite se, to je natek. SMC da se ustanovila samo zaradi tega, da bo pred volivcami ta problem porinila pod mizo, zato da ne bo. Oni niso imeli nobenega iskrenega namena karkoli narediti. Postal ta nožličar z direktorco. Je popolnoma jasno zakaj, za njo se vek detalje postaviš kar. In tako se to zgodilo. Vlada se moje pomočjo takrat ni potrdila, nažalost je pa na marsikateri drugi funkciji ostala. In danes je Onkološki inštitut ustanova, pričakujte afere, pričakujte težave, pričakujte ponovitev vseh te zgodb. In kaj sem se naučil? Vodenje bolnišnic v Sloveniji je enostavno, je možno, tudi v tem kaotičnem sistemu se da, ampak ne pustijo nam, ne dovolijo. Preprečujejo, da bi se jih vodilo, od zadaj je politika, ki je ljudka. Jaz imam bratranca, ki je čist Slovenca, ampak dela pomočnike na veleposlaništvu, veleposlanice, in se rekel, kaj so ti rekli, ko si prišel v Slovenijo? Rekli so mi v Sloveniji so volitve, eni zmagajo, vodijo pa drugi v zadaj. In to je v zdravstvu. Mi smo popolni klovni zdravniki, klošari, ki delamo, garamo, zato, da si ti primitivci, na mojem drugače reč, kupujejo jahte. Da se spremenja sistem, ampak bi morali biti zdravniki enotni, nastopiti proti tem ljudem, včasih vzeti tudi kakšne ukrepe, ki so tudi za nas škodljivi. Ne pričakujem, da bi naredili tega, kar ste napravili vi, ko ste v imenu medicinske etike zapustili svoje delovno mesto in tudi danes grdo plačujete. Mislim, da bi vam morali pred kliničnim centrom vse postaviti spomenik, ker ste pokazali slovenskim zdravnikom, kaj je to etika, naprav našim kolegom zdravnikom, ki se prostituirajo, to so lepo rekel za drobtince, medtem ko drugi tlačijo milijone evrov iz našega zdravstva, ne dobijo 1000 evrov in uničujejo zdravstveni sistem. Da se, ampak ne pustijo, politika nam ne dovoli in jaz sem prepričan, da se politika financira iz našega denarja. Ni bilo naključje, da je SMC namenil 136 milijonov, 50 prebrati. To ni denar za nakup aparatov, to je denar strogo mora biti porabljen za poplačilo dobaviteljev. Če bi takrat ministrica ukazala, bomo vam plačali, pa znižite cene za 10%, do ne bi pristal. Vse so plačali. Brez težav. In če mi ne bomo začeli to spremenjati, ta barka se potaplja. Jaz vidim zadnje mesece, še zmeri spremljamo zadnje, gledam, prihaja recesija in so začeli kupi javke se lepiti na bolnišnice, stiskati bolnišnice, ker dobro vejo. Bolnišnice, zdravstveni sistem je edini sistem, iz katerega lahko črpaš denar, tudi ko bo kriza. In so začeli pritiskati po nas, po ustanovah. Če tega ne ustavimo, bomo vsi svobodni zdravniki čez 10-20 let na zavodu.